Gospa Ljudmila Novak, če boste predsednica države, ali boste tej funkciji dodali učinkovitost in pomembnost, ali boste nadaljevali z obnašanjem aktualnega predsednika, ki nas vsakodnevno prepričuje, da je predsedniška funkcija zgolj protokolarna in nič več od tega? Ženske moramo biti vedno učinkovite, saj moramo opravljati več nalog hkrati. Tudi v politiki sem rada učinkovita, zato bom kot predsednica države nenehno vodila dialog o tem, kaj v Sloveniji potrebujemo, da nam bo bolje in lepše. Odločno bom povedala tudi, kaj je prav. In tako ne bom tiho, ko se bo prav denar v bankah ali se bo dogajala korupcija. Skratka, lumpom ne bom dala miru in bom nenehno opozarjala na probleme, ki so v Sloveniji. Predvsem pa želim sprožati pogovor o tem, kakšno Slovenijo želimo, kakšne možnosti imamo, ker sem prepričana, da Slovenija lahko postane ena od najbolj uspešnih držav na svetu. Gospa Ljudmila Novak, kako uspešni menite, da ste bili kot županja Moravč in v čem se vam zdi delo poslanke in predsednika republike lažje od županovanja? Županja sem bila 2 leti pa pol, čeprav sem bila kar 2-krat izvoljena. Ko sem položaj, funkcijo dobro obvladala, dobro sodelovala z občinskim svetom, tudi z društvi v kraju in z občani, sem bila izvoljena na funkcijo evropske poslanke. Kljub temu pa vem, da sem sprožila kar nekaj projektov v občini, ki so bili dokončani v času mojega mandata, še več pa kasneje. Razlika med župansko in poslansko funkcijo je v tem, da kot županja sem konkretno izvrševala potrebe ljudi, torej konkretne naloge, medtem ko kot poslanka pa sprejemam zakonodajo in prav tako skušam prisluhniti ljudem in izpolniti preko zakonodaje tisto, kar menim, da ljudje potrebujejo oziroma je potrebno urediti zakonsko. Gospa Novak, ali bi morali imeti zaposleni na črno možnost samoprijave na delovno inšpekcijo, da bi ta uredila, se pravi legalizirala njihovo delovno razmerje? Zaposleni ne smejo pristajati na to, da so zaposleni na črno, ampak se morajo zavzeti za svoje pravice in te odnose urediti s svojim delodajalcem. Gospa Ljudmila Novak, sedanji predsednik je kot novost uvedel podeljevanje priznanja Zlato jabolko navdiha za različne osebnosti in skupine, katerih dejanja navdihujejo tudi druge. Kaj pa bi vi uvedli kot svojo novost, po kateri bi bili tudi vi dolgotrajno prepoznani? Vsaka pohvala, vsako priznanje državljanom je dobrodošlo, ker to ljudi spodbuja k dobremu. Tudi sama imam rada takšne pohvale in priznanja. Jaz bi pa podelila priznanja čisto preprostim ljudem, ki recimo materam, ki imajo veliko otrok in so se izkazale kot mame, ali tudi kakšnim drugim čisto navadnim ljudem, kajti v vsakem poklicu smo lahko uspešni. In tudi take ljudi mora predsednik videti, upoštevati in jih tudi nagraditi in s tem tudi druge spodbuditi, da vidijo, da je možno uspeti v vsakem poklicu. Gospa Novak, kako lahko v luči svojega verskega prepričanja zagovarjate interese osebne lastnine in podjetij pred interesi ljudi, ki jih v Sloveniji že danes veliko živi pod pragom revščine? Zagovarjam socialno tržno gospodarstvo. To pomeni, da mora imeti gospodarstvo ustrezne pogoje, da lahko deluje, da lahko odpirajo delovna mesta in da imajo ljudje zaposlitev. Seveda se pa zavzemam za to, da so zaposleni tudi primerno plačani, kajti šele tako je obojestransko zadovoljstvo in tako lahko podjetje napreduje in tudi izplačuje dobre plače. Tako da moje načelo ni neoliberalizem, ampak socialno tržno gospodarstvo. In takrat, ko se človek znajde v stiski, je brez zaposlitve, mora pa priskočiti država s socialnimi pomočmi. Sicer pa morajo ljudje s svojim delom zaslužiti toliko, da lahko dostojno preživijo in da imajo potem tudi dostojne pokojnine. Gospa Ljudmila Novak, mene pa zanima, ali mislite, da imate realne možnosti za izvolitev, ali ste tu samo zato, da pride do drugega kroga in boljših pogojev za nekoga drugega? Seveda imam realne možnosti za zmago, kajti vsi lahko zmagamo, dokler tekma ni zaključena. Goli se dajo tudi v zadnjih sekundah in kot smo videli na nogometni tekmi, žal tudi v podaljških. Tako da verjamem v to, da lahko zmagam.
da bo za mano čim več takih odgovornih, poštenih ljudi, ki cenijo moje dosedanje delovanje in moje življenjske izkušnje in tudi mojo držo.